sedanje in prihodnje generacije. Danes sem tukaj, da vam v imenu mladih podam odgovor na vprašanje, zastavljeno v vabilu na javno predstavitev mnenj, in sicer, kaj konkretnega je treba storiti, da se povrne zaupanje ljudi v politiko in kakšen politik je dober politik. Tu sem, da vam podam odgovor, kaj mladi pričakujemo od politike in politikov. Sedanjost je že začrtana in danes se ne more spremeniti, jutri se lahko. Želim, da se že danes začne razmišljati o konkretnih dejanjih in se jutri začnejo ta dejanja tudi že realizirati. Kaj si mladi in jaz posebno želimo od slovenskih politikov? Želim si, da bi lahko mlade bolj aktivirali na ravni državljanske participacije in sicer, da bi jim omogočili neposredno vključevanje v konkretna vladna dejanja in izvrševanje oblasti. V Ustavi Republike Slovenije je zapisano, da slovensko ljudstvo nosi oblast, zato je treba dati možnost tistim, ki jih čaka še 50 ali več let na prihodnost v Sloveniji in ne v tujini. Kot podpredsednica mednarodnega odbora nove generacije SLS opažam velik porast bega možganov in nekako se ne želim, da bi bil takšen, kot je sedaj, tudi v prihodnosti. Veliki in inteligentni ljudje, Slovenci in Slovenke, bežijo iz Slovenije, saj se jim prihodnost ponuja v tujini. Tam iščejo zlato jamo in si gradijo svojo prihodnost. To opažajo države, ki še posebej simpatizirajo z nami in s katerimi sem spregovorila tudi na minulem kongresu EPA. Nemčija je predvsem država, ki me je takoj povprašala o tem, zakaj dovolimo, da tako inteligentni Slovenci in Slovenke čedalje bolj prihajajo v tuje države. Čas je in želim si, da se za tiste, ki imajo dokončane srednje poklicne šole, univerzitetne ali višje in visoke šole, ter magisterije, doktorate zaposli. Da se jim ne da samo možnost, kajti danes je beseda možnost samo prazen občutek, da mogoče pa bo. Danes za mlade Slovenke in Slovence ne sme biti beseda mogoče. Danes je čas za to, da se mora najti ustrezna zaposlitva za naše mlado ljudstvo. In čas je, da se pošlje tiste, ki niso več sposobni delati na ustrezno upokojitev. Vem, Slovenija je sedaj v globi finančni in gospodarski krizi, kot si mogoče mi mladi lahko predstavljamo, se nimamo tega občutka za več milijonske zadolžitve. Nekako težko razumemo dejstvo, da je sveta luč na pot tunela še daleč. Dobro se zavedamo, da krožimo v začaranem krogu in velikokrat zjedemo v srednje ulice. Poglejte samo sistem štipendiranja in študentska dela. Poglejte samo sistem zaposlovanja in kadrovanja. Stari obrazi se menjajo iz enega položaja na drugega. Mladi pa stagnirajo in čakajo na ustrezno zaposlitev, kljub temu, da imamo več energije, več časa in ogromne volje. Volje za to, da se naučimo in volje za to, da delamo, katere tako smo sposobni preživeti. Študijski sistem in sistem študentskega dela nas iz takšnih zagat, ki jih povzroča nespametna politika, rešujejo. Vemo, da če imamo študentski status, lahko delamo preko študentskega servisa in si tako izborimo preživeti na osnovni ravni, če ne na višji. Tako se mladi hitro zgubijo v tem začaranem sistemu in pridajo do starosti, ko enostavno ne morejo biti več študentje. Nato pa ostanejo brez izkušenj, so starejši, brez volje in energije. In ne dobijo zaposlitve, ker delodajalci raje najamajo študenta, do katerega nima nobenih obveznosti. Sedaj vas, spoštovani, naprošam, na tem področju je čas za velike spremembe. Dajte mladim, ki zares študirajo možnost, da lahko kvalitetno nabirajo znanje in dajte tistim, ki so dokončali šolo zaposlitev. Ne možnost zaposlitve, ampak zaposlitev. Torej, kakšna naj bo politika prihodnosti v Sloveniji? Sem močna zagovornica optimizma, tudi z dobro mero realnosti. Politika prihodnosti mora imeti vsebino, trdno in realno, takšno, v kateri se bo lahko našel vsak dotični državljan Republike Slovenije. Preveč smutnosti in preveč je slovenska politika postala naivna. Koliko smo bili močni tedaj, ko smo se lahko osamosvojili, toliko moramo biti močni zdaj, da lahko pridemo iz te krize. Kriza navsezadnje lahko postane naš najboljši pogoj ustvarjanja dobre prihodnosti. Verjamem, da se bomo rešili iz finančne krize in bomo šli na boljše. Toda takih, ki to verjamejo, čedalje manj. Pesimizem, ki vlada v slovenskih državljanih in državljankah, je postal tako močan, da je prevzel marsikatero slovensko dušo. In takih duš je veliko. Dobra slovenska politika mora vsebovati odločne, močne, tople in optimistične politike, ki bi s strastjo in dnevom delali ter sprejemali modre odločitve. Verjamem, da marsikateri navzoči sedaj tu
takšen tudi je. Toda en posameznik ne pomeni še nič. In kot je rekel Ivan Oman, prvi predsednik Slovenske kmečke zveze, prva lastnica še ne prinese pomladi. Je pa začetek, da pomlad pride. Prihodnost slovenske politike je v tem, da se ne izključuje tistih, ki verjamejo, da je možno nekaj narediti zdaj in takoj, ki verjamejo v optimizem slovenske države in v tem, da stopimo skupaj. Da drug drugega ne izključujemo. In če bo tako v parlamentu, bo potem tudi tako na ulicah. In s temi predlaganimi ukrepi oziroma dejanji, za katere naprošam, da jih realizirate, bodo mladi spet začeli verjeti in zaupati v slovensko politiko. To je tudi začetek do dobre politike prihodnosti. Spoštovano predsedstvo, spoštovani navzoči. Spoštovanje, ljubezen, strpnost, pravičnost, solidarnost, vzajemnost so vrednote, ki podpirajo dobro vsebino politika prihodnosti. Čut do drugih ljudi in konkretna dejanja bodo pomenila spremembo v slovenskem političnem prostoru. Politika je življenje vsakega posameznika, zato se mora še toliko bolj zavedati, da nosi odgovornost. Posledice žal prevelikokrat nosijo posamezniki, ko jih ne bi smeli. Politika prihodnosti naj bo odgovorna politika in te odgovornosti za bi s takimi ali drugačnimi zakonskimi umejitvami, ki ima največkrat nasprotne škodne učinke. Ta odgovornost nastane v glavi, srcu in duši pravega politika. Hvala. Hvala lepa. Jaz nisem želela prekiniti že prve današnje prijavljene razpravljavke, pa bi vse